stavite na mojega sina, pa se ni pojim. Čisto prepričan. Sin te gostilne napravi ne več prometa s tem, ko ga ni. Nehajta. Dino vid vas se greta teh stvari. Nihče drugi na vas ni tak norda, da se šel česa tako. Tako pa stojimo. Jasta ne pride, pride tukaj, pa da pride. Daj meni 2 špricera, da ne pride. Treba pa enega potem čaka. Pa ti tudi, Franca, kaj? Ja, zakaj pa ne? Kar so ukinili zadrugo, je to še edina zabava. Kje smo? 3 špricere proti enemu, taka ne bo. Mudi se mi, mleko imam na štedilniku, ampak jaz mislim, se spomnite, ko je šla, tak je bil Luška, Olga mu je dala pišnika za napot, pa ga je pozabil. Pol leta je Reva čuvala pišnika, da bi pogrutal, da ga je pozabil, pa da bi prišel po njega. Kaj boš stavila ali ne? Prišel, čutim na vodi, da bo prišel. Jaz pa nam postati, da ga ne bo. Naredimo stvar zanimivo, res čutim na vodi, likaj, pridaj. Daj meni 5, da ne pride. Ne nabiguj se preveč, Franc. Ne pozabi, da so ti prejšnji mesec vzeli 10 hektarov. Nehajte. Se bo še razvedelo, kot da vodim tu v gostilni neko ilegalno stavnico. Svete, da nihče na vas ne zna držati kofne. Kaj sem rekel? Kaj? Kaj se tukaj dogaja? Kaj? Ilegalnega slučajno? Niti slučajno, gospod magister. Tovariš magister, vidva bova sedla tukaj okolo in se pretvarjala, kot da naju nima. Vidva se delajte, kot da naju nima. To bo pa malo težko. Tu! Nekaj smrdi! Da smrdi. Zakaj pa misliš, da sva tu? Ne bo! Mislim, dejansko nekaj smrdi! Tu nekaj smrdi. Ljubi Jezus, moje mleko! Smilo bolj, Jezus še mleka ne zna zapreti. Videl, kako strokovno ga zavre Atra. No, popravi že. Magistru Videčku so določene službe namignile, da pride. Rad bi stavil alarme. Ti povej magistru Videčku, da tu stavimo samo pijačo. No dobro, potem pa si pol. Stevaš, kaj si tam? Tiši. Nimam več. Imam pa po novem mineralno vodo. Radensko. Povej svojemu, da tukaj stavimo samo vino ali šprice. Tiho vodi. Dobro, 2 deci radenske, da pride. Samo deci. Imaš vedno pravi šprico, nekaj. Tovariš magister. Pa ni malce nenavadno, da služba državne varnosti stavi na to, ali se bo moj sin vrnil ali ne. Nimate kakšnega bolj pametnega dela. Vsako naše delo je pametno. Mi dva stavimo, ker se bova tako infiltrirala. In ko se bova infiltrirala, bova mrežo razvila. Razbila bova mrežo, razbila. Deci radenske bo tako težko kaj razbila. Zmešani časi. Človek se lahko zanese, če hoče na svojo družino. Stavim 10 litrov, da pride. 10? Olga, a ti tudi? Ja pa saj si pa vendar mati. Zato pa zaupam. En špricer, liter in 10 litrov, da pride. Deci radenske. 3 šprintere, 5 litrov in 2 deci, da ne pride. In deci radenske. Radenska je, da pride. Pa da ne pride tudi, da ne mislite, da bo oblast izgubila. Oblast mora vedno zmagati. Ja, ampak to ni pošteno. Oblast ni poštena. Ja, naslednjič boste prišli v mojo gostilno, mi nastavili revolver na glavo in zahtevali deci radenske. Ne, to bi bil rok.
Olga, no moraš. Ja, kje pa misliš, da smo prejšnji mesec dobila 50 litrov vina? Si jih kupil ali kaj? Le Franca tam. Prejšnji mesec je stavil, da pride, jaz pa da ne pride. In zdaj ima 50 litrov vina manj kleti. Meni je rekel, da bila obvezna oddaja. Ja, mu bo dala obvezno oddajo. Da bo zapravil nastava, drugo polovico pa na Kristini. Polovico pa so mi vzeli. Kaj zdaj? Zdaj čakam. Že vemo? Ne! Kaj pa delamo? Ja, čakamo! Draga mama, v Nemčiji je vse v redu. Na obisk pride naslednji mesec. To je napisal pred enim letom. Ne bo ga več. Pika. In da ne vidi več teh neumnih stav v moji gostilni. Pojdite nekam drugam. Ja, če pa je to edina gostilna na vas. Pa še z nečim se ne strinjam. Telegram bi prišel pred enim letom, ampak pred 12 meseci. Pomeni, da bo prišel naslednji mesec. To je pa logično. Točno. Kristina, si se odločila? Obljubila si, da se boš odločila, če ga ta mesec ne bo. Ne morem se tako hitro odločiti, Franc. Saj ni hitro. Prvi sem te vprašal že v 4. razredu. Si pa 4-krat bodo v 4. razred. To zdaj res ni pomembno. Drugo imam. Ja, pa 10 hektarjev so ti vzeli. In bodo že vrnili. Naslednjem tisočletju mogoče.
Kristina, pa rad te imam. En mesec je počakaj. Dobro, ampak če ga naslednji mesec ni, te vpreže. Kaj ne boš? No, pred vrtarjem, zakonski armi. Pride do doma. Milan, vrni se. Olga, saj veš, da imam Milana rad kot vlastnega sina. Če pa je tvoj sin. Je moj sin, ampak tako se pač reče, ne? Torej ga imam rad kot vlastnega sina. Ampak morala se bova sprijazniti. Ne bo ga več nazaj. Če pa napisal. Nemčija nam ga vzela. Si slišal, Burko? Nemčija! Takoj sem vedel, da se tukaj dogaja nekaj ilegalnega. Uporabljeno bo klasično zrače. Jaz bom šel, vi pa se boš s okoljem. Prisluškoval, si zapisoval in jutri povsem poročal. Kako se pa zdaj z okolico? Postaneš eden izmed njih. Se lahko vlijem z vama? Ne nori, kur! Zliješ se, ne vliješ se. Skrij se tako, da te ne vidijo. Postaneš del tega prostora. Državna varnost je odvisna od tebe, kur. Sem brž čas videl, da je državna varnost odvisna. Zato pa se moramo vriti, kaj nema kje se videl. Tovarniš, minister. Dobro, jaz zdaj grem. Lahko noč vsem skupaj. Služba državne varnosti zapušča prostor. Dobro sta stavila danes. Jaz sem dobro stavil. Kaj pa res? Verjamem, kaj pomeni biti pijan od zmage. Kristina, ne ženi si k srcu, Milan ne bi bil zate. Preveč pustolovski duh je. Koli se ne bi ustalil in imel družine. Če je pa tako luška. Ženski. Vzemi Franca. Sigurna partija je in dober moški bo. Tudi jaz sem zaljubljena bila, sem bila mlada, pa se nam so potem vseeno odločila in se poročila z Stevanom. Veš, zelo pošten. Zanimiv. In delal je zvečer, ko sem že vsa utrujena, bi on še karanteno in delal in prviš nekaj. Zapiramo ure 6, jaz sem Kristina, pokasiraj, pa brez računov, prosim. Ne bi ga smel pustiti. Vse te niti vprašam. Moral bi mu pustiti to gostilnico, praviti penzijo. Milan ni za gostinca, on je za kaj bolj finega. Lahko bi bil igralec ali pa radijski napovedovalec. Ko je nazadnje pisal, je rekel, da gradi kariera. Zagotovo je radijski napovedovalec. Pa kako bo radijski napovedovalec, če niti nemško ne zna? Pa se radijski napovedovalci samo bere, kar drugi napiše, brati pa zna. Hej, imaš še doma? Hej, Še vedno sta v gostilni. kaj je, še ni odprta? Ne, Še vedno je zaprta. pa da bi ga treba. Mogoče pa je zidar bi prav prišel, ko bi zgradila teraso. In ko bi bila gužva, bi ljudje sedeli na terasi. Stevan, zadnjo družbo smo imeli leta 38, ko je bila sedmina. Pojdim župnikom. Mogoče bi spet dom na pa bi to znam. Kakoli bi prav prišel. Posel ne gre ravno dobro zadnje čase. Zato mi je po eni strani žal za Milana. Če bi ostal, bi zagotovo imel neke nove ideje. Mi ne rabimo novih idej, mi rabimo nove
Še več je zaprnjača. Moj golaž je specialiteta. To pa. Zaradi njega smo bili svobodni 3 dni prej. 6. maja so Nemci odšli z vasi preko Ljubljane. Veš, vi se mi da ni več pusti. Stara gostilna je imela dušo. Tole je pa samo zdravljeno. Nisi ti kriv, je pač priletela granata. Take stvari se v vojni dogajajo. Bodi srečen, da smo dobila to hišo. Če ne bi Nemci pobegnili, prej še tega ne bi dobili. Vrti si pa golaž, pa boš videl, da bo vse v redu. Potruje se, ura je najdražji 7. Grej počasti spati. Včasih si ostal še vsaj do 8, in ko so bili oči svojimi dva. Lega, niti zmisli pospravil. Lahko noč, Kurt. Lahko noč! Zdaj se bo pa plil za okolico. Nikoli pa ne bova dosegla. Zaupaj, frate, ekstraje. Hvala. Ljudje ne vedo, kaj pomeni biti iz doma. Kako sem pogrešal ta von. In te stole. Ne bom je vodil. Kak tu bom zaspal? Da je
Olimpijo. Smo? Opel Olimpijo, mama. Z avtom. Se mi rekla, ako je pa vaš karijero, si igralec? Igralec? Tudi pa radi sem napredovalec. Je pa šef sale sem. Šef sale? In to je? Natakar sem, kanari. Ja, to bi lahko bil tudi doma. Lahko. Samo... Potem ne bi imel tega. Kako bo Ata vesel? Ostaneš dolgo? Do konca. Počitnici. Še nekdo te bo vesel. Kristina. Je še levi. Tebe čaka revica. Pridi, pomagaj mi skuhati golaž. Nobenega golaža, mama. Prinesel sem... 20 uriš pa preste. Kaj pa zdaj to? Tabele. Klobase, mama, antične so. No prav bo pa golaž. Pridi, pomagaj mi skuhati. Kako prijazno od vas, tu rišica. Najprej si pridobiš njihovo
Vidva sva dobila včeraj, pa bova danes tudi. Midva smo oblast. Anglida, vi veste, da so težki časi. Pa ja, pa še dol ti ščeto hodiča po vreme. Boste danes kaj gostili? Seveda, vabijo nas na malico, vajo ne bo? Ja, mi bomo. Vidva bova žal zadržana. Državna varnost kliče, ampak Anglida. Ali vas lahko prosila za uslugo? Še malo prežno. Anglida, lahko bi se malo pozrli na okoli, ko boste gostili. Veste, Milan je prišel vnuči v slabo družbo. Šefe ne poveste. Bom jaz. Anglida, obstoji realna nevarnost terorističnega napada. Pozorni morate biti na tuje govorečo žensko z imenom Olimpija in na skupino vredokratistov, ki prihajajo iz šefe skale. Ampak posebej na Olimpijo. Ona je na vrhu. Veste, da bom. Ampak Anglida, brez besed. Kaj vi ga nimate doma? Mama ga. Samo ga ne najdemo. Čakamo, da se pregostili. Zdaj bo odprta. In veste kaj? Danes bo tam turistični napad, morate priti. Terovisti, ki so na vrhu Olimpa. Še najboljša novica? Vse bo zastonj. Ne bo govoriš, a Milan se je vrnil? Ja, je. Kaj pa stave? Včerajšnji poraženci, današnji zmagovalci. Vidiš, bratce, lepo obrača, življenje pa obrne. Ampak poslušajta, o tem nikomor niti besede, brez besede. A te gledam,
bojo sčasoma izrinile ženske. Veš, včasih se mi zdi, da prihajajo v tole našo gostilno samo še zaradi Kristine. In zaradi gulaša. Mama, kak so vaš kurs? Ja, že 2 uri kuham, pa so še vedno žive. Sin, veš, zdaj, ko smo v istem poklicu, ti bom pokazal par primer. Recimo, kako neseš 2 krožnika. Vidim, da so te pa nekaj malega kje naučili v tej Nemčiji. Milan! Kako sem te vesela, Milan! Tudi jaz sem vesel, da te vidim, Kristina. Milan! Milan! Ja, kaj, deklica? Milan, me ne moram več. Nič čudnega, kaj ne veš? Nič ne vem. Milan se je na olimpijadi poročil z Grkinjo, vse to gledali. Še ga lahko dobiš nazaj, ne vidi kakvi posudega hoditi. Gledam, da se spet dobi budi. Vedno me je zanimalo, kako se kiki razmnožujejo. Da povem, kita od kita. Skupaj gulaš. To so znamenite nemške Weisswurst. Ni čudno, da smo izgubili vojno. Preži me, takoj zdaj! Kar tukaj ali vse? Prežiš me lahko zunaj, poročila se bova v cerkvi. Mama! Kristina se bo poročila s Francom, jaz pa jo bom naraj. Jasne, srečnica se mi tako svetovala. Vsi smo šli, kaj bo rebete? Življenje je vrtljak, ki ga vrti si čas. In vzlegi spet sije nam skozi vrak veselih lučka. Ko pride najprej večer, svet novi lep se ti zdi. Če drugi veš, da je kriv in če bil kot stara ura. Čeprav je stari gostil in vsi smo mladi in imamo se radi, je polnoči
zdaj še mlada sva. Drživa se za roki gobaja, lučke se blešči za roki gobaja, lučke se blešči za roki gobaja, lučke se blešči. Guten Tag. Nemec. Turist. Nicht verstehen. Milan. Prijatelj od Milana. Nicht verstehen. Ja, sedi. Boš nekaj spil? A špricer? Ja, Spritzer. Enega. Hitro to nalil. Ti zdaj tu spi enega. Jaz vem pa po sina Milana. On te bo nagovoril po nemško. Tu počakaj. Pa, da samo tu ni Nemec. Če pa je, govori nemško, vprašaj ga. Nigerec? Nicht verstehen. Pravi, Ne razumeš ga. ti njega ne razumeš, ali on tebe ne razume. Ker jaz ga ne razumem. Govorite nemško, da vas bo moj sin razumel. On dela in Nemčija. Nicht verstehen. Pravi, Prehitro je. bolj počasi. Nicht verstehen. Žej, ne. Ja, počakaj, Špricer, Marke. Vprašaj ga, bo kaj prišel. Vprašaj ga, kako dolgo bo spal. Vprašaj ga, če bo prespal. Ne, če bo prespal, nas v njegovi podrli staro gostilno, nimamo več sob. Vprašaj ga. No, vprašaj ga. Tu priti od daleč. Dobro, govoriš nemško, mali. Se trudim, no. Vprašaj ga, če bo kaj jedel. Vprašaj ga, če je lačen. Blago tak. Jesti. Nicht verstehen. Lačen je. Vi pa se tu še malo pogovarjata, jaz grem pa v kuhno pogledat, če je ostalo kaj hrane. Gotovo se ima pa dosti za zmeniti, ker prihajata oba z Nemčije, ne? To pa je nerodno. Kot da ni že dovolj drugih problemov, še tebe se je zdaj manjkalo. Sedi tu pri miru, pa da se mi ne premakneš. Ein Gott. Vedela sem, da se boš vrnil. Čakaj, si prišel z Milanom? Delate skupaj? Nicht verstehen. Ja, se vem. Jaz tudi ni verstehe. Ja, kako sem pogrešala, ni verstehe. Ja, nicht verstehen. Spomnim se včeraj, šla sem na komando, da dobim živilske karte. Ti si jih delil, se spomniš? Vedno si mi dal 2 kili moke. Nisi hotel nič za meno. Jaz sem ti prinašala svoj golaž, ti ga pa niti poskusiti nisi hotel. Pravi nemški soldat si bil. Ampak jaz sem vseeno ostala s tebom zvesta. Nezvestobe mi ne more nihče očitati. Ampak zdaj, ko si se vrnil, mu bom pa vse povedala. Takoj ga grem poiskat. Ja, Mila. Evo, prines
sem ti to, nemško hrano. Weißwurst? Ja, to je velika, znamo, ti kaj je. Nič, ti je zdaj tu, jaz pa grem iskat sina Milana, brez njegovega prevajanja se čisto zmede. Že doma? Nekam dolgo hodiva, mogla bi že biti doma. So že doma? Die verstehen. Pridali smo šla. Lahko dobimo od teh nemških klobas zadnje za svinje, ne? Dobar dan. Kako ste vi? Nekam znani ste mi, niste še nikaj že srečala? Nicht verstehen. Aha, turist. Prav o takih mi je pravil tovariš magister. Nič, gremo nas v Breždon, pa paško nekaj klobasa. Ja, gut, Gold, Geld. Ja, ja, gut, Gold, Geld. Če vam odpravim, čisto pravi turist. Terorist, mislite? Ja, prav ta. In če ta beli, ne? Kako veste? Ja, bele klobase, ne? Kaj pa Olimpija? Ste mogoče videli Grkinje? Nobena ženska. Vi ste videl še? Resnično se vidi. Obenem pa značilno za teroriste. Eden se prikaže, drugi pa čaka v zasedi. Ampak mi ne bomo nasedli. Kurt, zopet boš morala obrezati. Zopet se boš moral zliti v okolico. Magister Wilhelmšek, tokrat pa ne morem. Kako ne moreš? Ja, kaj ne veste? Vaščan Franc se želi za kakarico Kristino, pa nima dovolj prič. Tako sem jaz, priča Francu, Dovišica Olga pa na kakarici Kristini. Oženil bom popustiliča, tako da jaz se grem leti na poroko. Kaj pa Dovišica Angela? Kaj ste tudi vi povabljeni na poroko? Ja, seveda, pomagam pri strežbi. In veste kaj? Kaj? Ne veste, pa je vsa bela veseljivo. Ti so bile še veseljivo. Pozorni moramo biti. Torej, samo jaz in tista dva pijanca nismo povabljeni na poroko. Ker zdaj ima to poroka. Tu je lokalna izpostava službe državne varnosti. Povabljena sva. No, jaz tudi grem. Za strežbo potrebujem beli pasni. Magister Wilhelmšek, tudi jaz se grem leti na poroko. Adijo! Kaj pojdite? Nehvaležneži. Bom pa sam popravil s teroristi. Služba državne varnosti je na prvem mestu. Pripravljaš? Sem že pripravljena. Mija, kako si mogel? Eno leto sem te čakala. No, v bistvu sem 30 let stala, postaje.
Ja, po moje nič mene ni tam. Kje pa si? Samo do Maribora sem prišel. Tam sem se vstrašil. 2 dni sem stal na peronu, ampak si nisem upal na vlak. Končno sem se zaposlil v kolodvorski restauraciji. Kelnar je tam. Ja, kaj pa avto? Glavni kuhar mi ga je posodil. Nekaj dni ga ne rabi, ker se zastrupil s hrano, pa na bolniški. Torej, ti sploh nikoli nisi bil v Nemčiji. Nikoli, Kristina. Zdaj me ne moreš peljati v Nemčijo, tako kot si obljubil? Ne more. Lahko pa te peljem v Maribor. Kakšen je Maribor, Milan? 30 let sem tam, zdaj nam sem izgubila svojo mladost. Ti pa sploh nisi prišel do Nemčije, sram te bodi, Milan. Se me tudi je. Zato pa nisem prišel prej domov, nisem vas hotel razočarati. Pa si nas razočaral. Kaj bodo rekli ljudje? Da ste časno ostavili, dokler prideš, nekateri so na teh stavah zgubili premoženje. Med njimi tudi tvoj bodoči mož? Ne se poročiti z njim, Kristina. On te nima rad, z mano se poroči. Dovolj me ima, da me bo popeljal pred oltar. Ti pa mi nisi mogel peljati niti do Nemčije. Ja, gut, Gold, Geld. Ja, gut, Gold, Geld. Ja, ti si pa že vse pripravil, moj dragi tihoštin. Tebi se pa res mudi. Ampak jaz še nisem našla svojega sedanjega moža, da mu povem. Pridi, pomagaj mi ga poiskati. Ja, dann der Teufel. Kaj pa je zdaj to? Če to ni Kelly, ki je med vojno izginil z naše cerkve. Vsa mašna oprema je tu. Mi mašne opreme potekajo vsi obredi, kar tu. Pri meni, v gostilni. Kako pa se to zloži? Čakaj. Če se to ne najde, nas gubi. Vse skupaj bo obrnili v cerkev, zopet bodo maše, poroke, birme, jaz bom pa šel na Boden. In ravno zdaj, ko imamo poroko, in ravno zdaj, ko se je Milan vrnil. Vse ne sme zgoditi. Vse skupaj bom skril. Tu. To ne najde. Verdammte Teufel! Wo ist mein Gold? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Goldgeld? Verdammte Teufel! Končno gostilna! Ampak zaprta. To bova pa odprla. Jasno, Primo, ti daj to vrtele. Če bi prirodni pamet, bi davno izumili tako trgovino, ko bi si človek primal stvari sam. Kot nekakšno samo postrežno. Mogoče pa je ponekoč nekdo izumil. Brate, glej, To ni Kelly, ki je med vojno izginil iz naše cerkve. misliš, Poglej, vsa mašna oprema je tu. misliš, da je iz tega? Najina krščanska in državljanska dolžnost je, da ga prijavimo. Da bi si najprej napravila eksperiment. Si nor, če te postrelal. Veš pa. Osum,
Gott! Weigand! Weigand! Oče, čim prej združite ta sveti zakon. Was jetzt? Samo trenutek. Nekaj vam moram povedati. Dragi Stevan. Ne, mama! Jaz moram prej nekaj povedati. Meni se bolj... Draga Kristina. Zdaj moram pa jaz nekaj povedati. Ne, mama. Jaz moram prej nekaj priznati. Si slišal, je že priznal? Neverjetno ste učinkoviti! Nikoli nisem bil v Nemčiji. Zakaj pa Olimpija? Glavni kuber mi jo je posodil. Si slišal? Posujajo si Krkinjo. Prostitucija. Piše! Nekaj dni je ne rabi, ker se je zastrupil s hrano. Kaj pa je jedel? Cariniki so nam dali zaplenjene bele klobase, pa je... Doma! Kaj pa je tole? Če ni tole sakralna dediščina, ki je bila ukradena v vojnih iz našega sodišča, kje pa si jo dobil, prijatelj? Nicht verstehen? A, ti bom jaz še tam? Ne razumem. Zaradi tega tukajšnji krajani niso dobivali primerne dohodne oskrbe. Alo, z mano, idemo! spet vse po starem. Nič ne bo po starem. Skupila sem ženina zaradi prebavnih motenj. Nisi pa mene veste, ki jo je ščipnilo trebuščko. Pa ne zaradi teh vas. Ne boš verjela ponovati poščipne ravno zaradi njih. Poglejte to iz svetle plati. Polja bomo lahko izdatno podvili, ker so zdaj greznice
Veš, v času bolezni sem najdel svojega ranega lata, svojo sorodno dušo. Veš, mi dva ne bi bila najboljši stvar, preveč smo si različni. Še malo prečkavnice, Franc? Vidiš, jaz potrebujem takšno stvarno žensko, takšno iz mesa in temi. Še nikoli nisem bil kot tekočine. Vsa ta leta v Lucini sem se spraševal, kam gre vsa ta pijača? Ko gre noter, je ušlo. Ko gre ven, od zastav. Ja, samo ti si malo pozneje začel. Spet start, rekli, Ja, samo tisti red malo popozno začel. Sporočiti vam moram, da je sumljivi element skozi strašno mučenje priznal. Da je že med vojno ukradal vso cerkveno opremo in zlatnino, jo skril tukaj valutno, zdaj pa je prišel po njo, da jo vzame in proda na črnem trgu. Prijevaš, je tako to pa! S kim sta ga? S vrelim oljem? S razbeljenim železom? Ne. Magister Videček? Mu je prav zdeniške čitanke? To je servisno umen. Ein Kandidat, eine Führer, ein Linal, eine Kugel, ein Quadrat. Ko se je magister Videček potrudil, potem pa sem še ga jaz. Nihče ne zdrži takšnega mučenja. Ker pa med tem strašnim mučenjem ves čas ponavljal, da boljše to, kot če bi se moral poročiti z Olgo. To pa niste prav slišali. Zagotovo mislim, da je moral odločiti Volgo. Se vete nemški vojak, ruska. Kakorkoli. In vam sporočiti važno novico. Moj sin Milan se odločil, da ostane doma in prevzame tole našo gostilno. Kako sem se odločil? No, da pa je stanje. Tako. Kaj se pravi? Francina dela, rekla, da bo odšel. Vidiš, tudi Olga, ti tudi. Tako, zdaj ste naučni, recimo, 7 špricerjev, 3x liter in 10 litrov čistega. Pa dobro, kaj se še vedno niste naveličali? Kaj vas nič tole ni izočilo? Jaz sem stavil na obor. Mi dva se pa še vedno prijatelja. Torej, boš ostal? Ja, in če me še vedno hočeš, da poročim. O, Milan! In nas prežem. O, Franc! In jaz sem vam še naprej zvesta! O, Steven! Nedeljo zjutraj vstala bom, zveliko podala bom. O, jaz tak. Gospa si različna. Nedeljo si te to želim, da se nosite ga razvita. O, jaz Jaz ljubim sladki ptičji spev, jaz ljubim Ankara. Kako sva si različna. Ko se česa
veste da ga smo srvena kriminal. Moja spane, Kako sva si različna. sine ljubim in nečni, rada ti ne treba je. Moja spane, Kako sva si različna. česna pravi name vtis, a odvalita lesni ptic. Moja spane, Kako sva si različna. Rozličim sva sama, oj noč je s nama, pažljiva isto si oba. Če moški je lepje, vedno član sem razkomba. Moja spane, Kako sva si različna. če muška blond je ali brinet, njenih čarov sem prevzet. Moja spane, Kako sva si različna.